Znanstveniki iz 153 držav, med njimi tudi iz Slovenije, so v članku za Znanstveniki iz 153 držav, med njimi tudi iz Slovenije, so v članku za ugledno revijo o bioznanosti zapisali, da se podnebna kriza povečuje hitreje, kot so pričakovali. Predlagajo, da fosilna goriva, kot so nafta in zemeljski plin, zamenjamo z obnovljivimi viri energije, na primer sončno in vetrno. En nasvet je tudi ta, da naj se manj prehranjujemo živalskimi izdelki ter več sadjem in zelenjavo. Znanstveniki so podatke zbirali kar 40 let in kljub temu, da eden od vodilnih znanstvenikov raziskave, William Rippel, prihaja iz Združenih držav Amerike, je predsednik Donald Trump odločil, da bodo odstopili od pariškega podnebnega sporazuma. V njem se je več kot 190 držav zavezalo, da bodo do konca stoletja omejile dvig globalne temperature na največ 2 stopinji Celzija. A Trump trdi, da je podnebni sporazum krivičen in za ZDA škodljiv, saj naj bi zaveze iz sporazuma slabo vplivale na njihovo gospodarstvo in življenjski standard ljudi. A že danes se povsod po svetu posledice podnebnih sprememb kažejo v naravnih katastrofah. Znanstveniki napovedujejo tudi občuten dvig gladine morja. V zadnjih 50 letih je pri nas gladina morja narasla za 10 cm. To je posledica krčenja ledenikov v Alpah. V zadnjih letih so vremenski pojavi v Sloveniji bolj siloviti kot kdaj prej, zaradi podnebnih sprememb pa bodo po napovedih še bolj pogosti.